Vojaki, podčastniki, častniki, korniki, zdravo! Zdravo! Na mestu, zmrt! Na mestu, prosto! Danes praznujemo 20. obletnico 132. gorskega bataljona in gorskih enot Slovenske vojske. Ta dan si za praznik izbrali tudi Združenje vojaških gornikov Slovenije, ki praznuje 5. obletnico. 132. gorski bataljon je enota, ki je del sil za bojevanje Slovenske vojske. Enota je vrhunsko izurjena za opravljanje najzahtevnejših nalog, ki jih pred njo postavljajo poveljujoči v Slovenski vojski. Enota uživa ugled tako doma kot v tujini. Gorske enote spadajo po vseh mednarodnih strokovnih opredelitvah v posebne elitne, lahke pehotne enote. Zavedamo se, da je še posebej v gorski enoti človek najpomembnejši dejavnik oboroženega boja. Odlični posamezniki, ki so povezani v enoto in so odlično vodeni, imajo ustrezno opremo, so temelj vseh specializiranih enot v modernih oboroženih silah. Njim bomo posvetili velik del svojega časa in naporov. Pomembno je tudi sodelovanje s civilnim okoljem, kjer bomo ohranili odlično sodelovanje posebej z društvi in združenji in še posebej z Združenjem vojaških gornikov Slovenije, kjer združujemo vojaško gorništvo s tradicijo. Naša vizija je gorski polk pripravljen za bojevanje, enota, ki trdno deluje po svojih osnovnih vrednotah in kjer smo vsi odločeni in prepričani v uspeh. Sami si krojimo svojo usodo. 1. marca leta 1911 je bil v Ljubljani ustanovljen drugi gorski strelski polk, ki je postal najbolj slovenska enota Avstro-Ogrske vojske. S tem polkom se je začela bogata in ponosna zgodovina slovenskega vojaškega gorništva, ki so jo oblikovali kleni in odločni slovenski gorjanci. Postavljali so in bili jedro planinskih enot vojske nekdanje skupne jugoslovanske države. Z alpsko-izvidniškimi vodi teritorialne obrambe Republike Slovenije so pomembno pripomogli k zmagi za samostojno slovensko državo ter zasnovali vizijo razvoja gorskih enot Slovenske vojske, ki jo posebljate in udejanjate pripadniki 132. gorskega bataljona in večnacionalnega centra odličnosti za bojevanje v gorah. S preoblikovanjem večnacionalnega centra v zavezniški center odličnosti za bojevanje v gorah v letu 2015 smo si Slovenija in Slovenci odprli priložnosti nišo, ki nam jo spoštljivo zavidajo narodi, države in vojske z najbolj častitljivimi tradicijami in dosežki v vojaškem gorništvu. Člani Združenja vojaških gornikov Slovenije smo ponosni, da smo del in sopotniki na uspešni poti slovenskega vojaškega gorništva. Družijo nas ljubezen do gora ter vrednote in vrline gorskih vojakov. Smo vez med civilno družbo in profesionalno vojsko, ki z vojaško in simbolno navezanostjo na gore pooseblja enega najbolj iskreno prepoznavnih čutenj in čustev slehernega Slovenca. Naš gorski bataljon je za svojo sposobnostjo, svojim znanjem, svojo usposobljenostjo pokazal, kaj zmore na vojaškem področju. To smo dokazali v mednarodnih inštitucijah, to nam je priznala Zveza NATO, to so nam priznali drugi zavezniki, a to so vse veščine, ki jih upajmo ne bomo nikoli zares potrebovali. Obenem pa je ta bataljon pokazal, da zna sodelovati tudi z lokalno skupnostjo. Njihove dejavnosti v pomoči lokalne skupnosti, pomoč pri reševanju v gorah, sodelovanje v čistilnih akcijah in še mnogo drugih stvari bi lahko našteli, je samo znak tega, kar hoče Slovenska vojska biti. Visoko usposobljena, resnična armada, a obenem tesno povezana s civilno družbo, z lokalno skupnostjo in z nami, prebivalci, državljani Republike Slovenije. Spoštovani major Rode, spoštovani predsednik Združenja gorskih vodnikov, brigadir Kavar, ob tej priliki se vama iskreno zahvaljujem za vse, kar ste storili, kar delate in kar boste storili za to, da bodo ljudje to našo vojsko prepoznali kot del njih. Obenem pa vsem spoštovani pripadniki Slovenske vojske na koncu rečem, ponosni smo na vas. Hvala lepa.
Hvala.